Lepo pozdravljeni, ja tudi tokrat najprej poglejmo, seveda sila na hitro, kje se je ustavila naša ekipa. Torej, udeležili smo se druge delavnice na temo razvoja vodnih virov v porečju Mislinje, potem posneli razstavo v galeriji Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, bili na proslavi v prazniku Vaške skupnosti Pameče Troblje, se pogovarjali s poslovno asistentko leta 2014, ki je mimogrede v Slovenj Gradcu, in prisostvovali otvoritvi ceste Brezova vas. Zdaj pa vse na dolgo in široko. V Mladinskem kulturnem centru v Slovenj Gradcu je bila predstavljena naloga strokovne osnove za program razvoja vodnih virov v občinah porečja reke Mislinje. Torej, po naročilu občine Mislinja, Dravograd in Slovenj Gradca jo je pripravilo podjetje TC Vode z zunanjimi sodelavci, in sicer pod vodstvom doktorice Lidije Globevnik. No, naloga je, kot sem seveda izvedela, odraz zavedanja županov, da je za učinkovito upravljanje z vodami nujno pravočasno, vsestransko in tudi trajno sodelovanje med občinami in tudi z državnimi institucijami. No, pa prisluhnimo, kaj sta torej na to temo povedala tako podžupan Mestne občine Slovenj Gradec, kot seveda tudi župan gospod Andrej Čas. Ja, poglejte, ta delavnica o gospodarjenju z vodnimi viri v Mislinjski dolini, se pravi s poudarkom na reki Mislinji in pa na reki Suhodolnici, tudi delno Homšnici in pa nekatere druge, je vsekakor pomembno. Te naše reke niso samo struga, po kateri odteče voda, pač pa lahko na teh prostorih naredimo marsikaj. Tu so lahko rekreacijske površine, ki estetsko nekako človeku so bolj priljubljene. Skratka, vodne površine, ki so v naši občini, ki v naše mesto pravzaprav obdajajo, so primerne tako za rekreacijsko, kot tudi za ostalo vlogo. Lahko naredimo, ne vem, neka kopališča, počivališča, skratka površine, ki so primerne za oddih, za rekreacijo. Vemo, da voda, vir življenja, ob vodi si vedno spočiješ, se lahko človek umiri in upajmo, da bo kaj, prepričani smo, da bo kaj z tega v prihodnjih letih tudi nastalo in da bodo naši občanke in občani, predvsem pa obiskovalci našega mesta, to opazili in pa bili zadovoljni s temi našimi novimi pridobitvami, ki bojo sledile. No, namen te delavnice, druga po vrsti je že sedaj, je z vsemi dejavniki, ki so nekako povezani z vodnimi viri, z porečje Mislinje in Suhodolnice v naši občini, doseči neko strategijo upravljanja s temi vodami v prihodnje. Tu gre pa za vzdrževanje varstvenega vidika, naravovarstvenega in ekonomskega, v tem primeru turističnega, kmetijskega, povrniti vodam naravni izgled, naseliti v vode ponovno ribe in ostalo življenje, torej habitate izboljšati, povečati biodiverziteto in predvsem na ta način reke nazaj približati, kadar so pač po rekah nizko vode, nazaj življenju, tako v mestu kot na podeželju, izboljšati turistični potencial v občini in tudi reke izkoristiti tam, kjer je to možno za energetske potrebe. To je možno na nekaterih lokacijah in še en vidik, varstveni vidik, z temi ukrepi tudi izboljšati poplavno varnost. Gre za suhe zadrževalnike, ki se dajo umestiti v dolini v porečju Mislinje ali Suhodolnice ali Jenine, in o tem bo torej danes govora. O kakšnem finančnem vložku lahko govorimo, recimo za vse našteto, kar ste pravkar povedali? To je pa zdaj nemogoče oceniti. Mi smo zdaj še v fazi, ko se preverjajo idejne rešitve. To pride na vrsto veliko kasneje, ko bomo o posameznih ukrepih že lahko tudi govorili. Ko se bodo načrtovali varstveni ukrepi, se bo ustrezno vključilo tudi to delo, ki se zdaj preko delavnice preverja. Konkretno, ravno včeraj sem govorila z županom Radi Dobravi, gospodom Alanom Bukovnikom. Začeli so z širokim projektom, torej vodnim parkom. Kako ocenjujete recimo to vrstne akcije na nek način in seveda ali morda razmišljate po tem vzoru? V Radljah gre za drugačen projekt. Tam gre za jezero, kjer je zaprti krog vode in se voda čisti v biofiltru. Medtem ko tukaj govorimo o kopalnih vodah, torej naravne vode izkoristiti za kopalne vode.
No, v eni izmed prejšnjih oddaj sem gostila rokodelca, steklarja, vizionarja bi lahko dejali in definitivno tudi inovatorja, gospoda Matjaža Gostečnika. No, da prihodnost rokodelstva leži na dokaj trhlih temeljih, pravzaprav že vemo, dolžna pa sem vam vsekakor tudi posnetke razstave. Torej, gospod Gostečnik razstavlja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Ukolikor si razstave še niste ogledali, je torej sedaj priložnost, da se ogledate preko našega kanala. V vaški skupnosti Pameče Troblje je bilo znova veselo, ja, kako tudi ne, se vendarle obeležujejo svoj praznik. No, v prireditvenem prostoru se je mudila tudi naša ekipa, pa si poglejmo nekaj posnetkov. Spoštovani sokrajani, spoštovani gostje, dober dan. Po vremenu sodeč bi rekli, da je šele april, a po vseh pripravah, prireditvah, tekmovanjih, po šotoru v glasbi se potrjuje, da je leto zopet naokoli. In tukaj je mesec junij ter proslava ob vaškem prazniku. Da preženemo še zadnje oblake iz našega počutja, vabim pihalni orkester Trvonje pod vodstvom gospoda Sandija Pogatnika, da začne s praznovanjem. Prosim.
Ste vedeli, da v splošni bolnišnici v Slovenj Gradcu dela gospa z laskavim nazivom poslovna asistentka leta 2014? Ne, no zdaj bomo vsi izvedeli vse, saj besedo predajam gospe Martini Razdevšek. Kot rečeno, poslovni asistentki leta 2014. Res sem tega priznanja vesela, ker gre to za priznanje enega dobrega dela in strokovnega dela tudi mene in naše bolnišnice. Sam razpis oziroma tekmovanje pa poteka takole. Razpis za tekmovanje je pripravila založba Planet GV s spletnim portalom PIA in tudi Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Na pisnem delu izpita sem se uvrstila med najboljših 7 in potem tudi pred ustno komisijo dokazala komunikacijske sposobnosti in svoje strokovno znanje, tako da sem prejela ta naziv poslovna asistentka leta 2014. Kakšno pa je delo recimo poslovne asistentke, vse kar se tiče splošne bolnišnice Slovenj Gradec? Delo v moji pisarni je zelo živahno, zelo raznoliko. Vsak dan je zelo pester, veliko je dogodkov. Gre za veliko organizacijo. Tule v naši ustanovi v splošni bolnišnici Slovenj Gradec je več kot 700 zaposlenih in se precej dogodkov dogaja znotraj uprave ali tudi med posameznimi oddelki. Tako da je treba dosti dogodkov skomunicirati ali znotraj hiše ali navzven. Tako da je treba v vsakem trenutku se znajti in najti eno pravo ustrezno rešitev za trenutek. Kaj pa recimo vaš naziv pravzaprav pomeni za splošno bolnišnico Slovenj Gradec, recimo še nekako na široko pozabila ta naziv? Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je ustanova, ki je namenjena našim občanom, vsem, ki iščejo pomoč, kadar imajo težave z zdravjem. Zato je tudi to moje priznanje dokaz dobrega dela naše ustanove, saj je vsak poklic, ki je v naši ustanovi, je usmerjen k temu. Vsi imamo za cilj, da na svoj način pomagamo za dobrobit naših pacientov. In tako jaz tudi vzamem moje delo, čeprav ni strogo medicinsko. Ste se prijavila prvič ali ste kdaj že poskušali pridobiti ta izkavi naziv? Ja, leta sem se prijavila prvič in uspelo mi je kar takoj. Hvala lepa. Prvo vam je uspelo. Morda za kakšen napotek za vse tiste, ki se morda ravno v tem trenutku odločajo za študij poslovnega asistenta, kaj je torej, kaj pomeni biti poslovni asistent, zakaj recimo se odločiti za ta študij, kot nek napotek seveda? Ja, to je zelo pestro delo, vsaj tako ga jaz doživljam in vidim, in mladim bi svetovala, da je to poklic, ki zahteva široko razgledanost, spretnost, dobro poznavanje podjetja, v katerem delaš ali ustanove, in če imajo veselje do tega, naj se le odločijo za študij in gotovo bodo v svojem poklicu uspešni. Pred dnevi smo bili priča otvoritvi 2 prenovljenih cestnih odsekov, ki se nahajata v naselju Brezova vas. No, celotno traso, gre za približno 500 metrov, so, kot mi je zaupal predsednik Vaške skupnosti Legen, renovirali približno 7 oziroma 8 let, pri čemer se je zgradil tudi most. No in v tem sklopu, torej v sklopu te renovacije, se je uredila tudi kompletna infrastruktura, torej celotna elektrika, vodovod, kanalizacija in nenazadnje tudi javna razsvetljava. Projekt se je realiziral s podporo Mestne občine Slovenj Gradec in predvsem tudi z soudeležbo krajanov, ki so seveda v ta namen odstopili celo svoja zemljišča. Zdaj pa si poglejmo utrinke in seveda, kaj so v ta namen povedali tako krajani, kot nenazadnje tudi predsednik Vaške skupnosti Legen. Smo na dogodku otvoritve, čez nekaj trenutkov boste tudi uradno otvorili ta 2 kraka. Torej, kakšen zalogaj ste pravzaprav obnovili, kaj konkretno na novo zgradili, za koliko metrov trase, o koliko metrih trase pravzaprav govorimo? Vsem skupaj lep pozdrav. Mogoče moram na začetku povedati, da to je nadaljevanje trase. Ta cesta se začne pri državni cesti 932 in teče preko potoka Barbara in Novega mostu do oba kraka Brezove vasi. Pri 9 leti smo mi do tega trenutka oziroma do tukaj zgradili prvi del trase, ta drugi del trase pa smo gradili v lanskem letu z infrastrukturo, to se pravi
kanalizacije, vodovoda, elektrike in vseh ostalih stvari, ki spadajo tu noter. In pa seveda sedaj smo potem dokončno obnovili ta dva kraka proti levo in desno proti Brezovi vasi. Cela trasa je v dolžini okrog 500 metrov. Samo ta del, ki ga pa odpiramo letos oziroma danes, pa je približno v vrednosti 180 000 evrov. To pa zaradi tega, ker smo morali tudi zgraditi eno večjo škarpo. Škarpa tule ni vidna, je za tistimi hišami in pa seveda za vso ostalo infrastrukturo in tudi pridobljeno dokumentacijo. No, kar nekaj lastnikov je v ta namen odstopilo svoje zemljišča, nekateri so tudi finančno pomagali. Ja, moram reči tako, v prvem delu so morali vsi finančno prispevati, da smo sploh prišli do tega programa in realizacije tistega prvega dela. Takrat smo se tudi dogovorili, da bomo to traso nadaljevali. Moram se pa da iskreno zahvaliti družini Krivec po domače, drugače Radar Darkotu in njegovi ženi, ki sta tako dobrovoljno odstopila zemljišče za to traso. V posebno časi štejem to, da vse, kar se dogaja na Legnu, mestna občina do sedaj ni plačala niti kvadratnega metra zemljišča, ampak so ljudje to podarili. Mestna občina ni dala absolutno nič. Mestna občina dala ves ostali denar, ampak za zemljišče pa nič. Zemljišče so to odstopili in res iskrena hvala v imenu vaške skupnosti, v imenu vseh teh krajanov, pa tudi mogoče v imenu mestne občine gospoda Radar Darkono. Seveda bi pa jaz tu kar prosto občinske službe, da po tej končani prireditvi in ko bomo mi tole uradno zaključili, da bi čim prej prišlo do odmere zemljišča in postavitve mejnikov, tako da bi lastniki vedeli, koliko zemljišča je potem pa občinskega, koliko je še pa njihovega. Sem ob prenovljenem vodotoku, torej ob Muratovi ulici reke Suhodolnice, ki je skoraj pred 2 letoma nevarno poplavila. Zdaj, kot mi zagotavlja tako župan, kot seveda vsi krajani in iniciativa, temu več ne bo tako. Seveda držimo pesti, kot vidite, tudi prva 2 deževna dneva pravzaprav nista povzročila nobene škode. Zdaj pa prisluhnimo najprej županu. Skoraj pred 2 letoma oziroma pred letom dni in pol smo ravno zaradi dežja pravzaprav bili priča grozljivim dogodkom zaradi poplavljene reke. Leto dni oziroma 2 leti kasneje, kako ocenjujete sanacijo, ne nazadnje tudi delo, ki so ga vložili občani, iniciative? Ja, če bi lani ta čas dali isto vprašanje, bi rekel, da smo v zaostanku, da smo slabe volje, ker država pač ni uredila te struge. Zdaj ugotavljamo, da smo v dobrem letu in pol, se pravi 2 leti bo novembra po teh katastrofalnih poplavah, pravzaprav bili zelo hitri. Glede na slovenske razmere, vemo, kaj se dogaja s kohezijskimi projekti, da se ustavljajo. Smo pravzaprav uspeli narediti veliko delo, ker ta projekt sploh ni bil uvrščen v kohezijski program, ampak je bil z dodatnimi pravicami porabe potem naknadno uvrščen. In ko zdaj gledamo nazaj, vidimo, da so šli postopki kljub nekim spodrslajem, ponovitvi razpisa in podobno izredno hitro. In smo lahko zadovoljni, da pred jesenskim dežjem letošnje leto imamo res varno strugo in varno okolico te Suhodolnice. Sicer pa že 2-dnevno deževje na nek način tudi nakazuje, kako varna je pravzaprav struga Suhodolnice. Ja, pravzaprav se skoraj ne pozna. Imamo naraslo vodo, ki nikjer ne vidimo, ampak mi moramo biti pripravljeni na tiste res velike vode, ki mislim, da upajmo, da jih ne bo, ampak če pridejo, bo to območje zdaj izven poplavnega območja. Je projekt absolutno končan, stojima na tleh, deluje nekoliko nedokončana, zgolj laično moje osebno mišljenje? Ja, zaradi pogojev, ki veljajo za to vrstne ukrepe, se asfaltna prevleka na to stezo ni smela vgraditi in torej prišlo je do neke spremembe v projektu, ampak jaz mislim, da tale peščena pot za sprehode, za kolesa bo vseeno lepo služila namenu, lahko jo pa tudi kasneje asfaltiramo. Menim, da je izvedba dokaj kvalitetna, nekaj popravki se bojo verjetno delali še zaradi ribičev, torej vgradnja večjih skal za ribja zatočišča, potem pride na vrsto še hortikultura, koliko bomo uspeli to se uskladiti z izvajalcem, nekaj pa bomo morali sami, da bo ta steza tudi imela lep drevored in senčko in podobno.
Torej, kot podpornik projekta, kot del neke iniciative, ki je skrbela, da torej naša reka ne bo več poplavljala, vse upamo, da je temu tako. Kako ocenjujete projekt, kako ocenjujete pravzaprav tudi iniciativo krajanov, someščanov, ki so vložili kar nekaj truda, ur in torej volje v sam projekt? Lep pozdrav. Jaz sam ocenjujem, da je lansko leto, pravzaprav začetek leta, bilo presodno za to, kar danes vidimo tukaj, ker so se lani ustanovile po teh predlanskih poplavah civilne iniciative, tako tukaj na območju ob Suhodolnici, kot tudi ob Homšnici. In takrat sem kot svetnik, pa tudi kot občan, ki sem sodeloval pri reševanju tako ob Homšnici kot ob Suhodolnici, nekako smatral dolžnega, da se vključim v delo in pobude, ki jih je tudi civilna iniciativa takrat dajala. Moram povedati, da v začetni fazi je izgledalo, izhajajoč iz formalnih podlag in izračunov države, zelo slabo za našo občino, ker smo bili nekako na obrobju tistih, ki bi jim naj bila zagotovljena velika ali pa potrebna sredstva za saniranje naših vodotokov. Po nekajkratnih sestankih s predstavniki ministrstva ARSO, pa tudi VGP Drava, in seveda ob intenzivnem sodelovanju vodstva mestne občine Slovenj Gradec je prišlo do velikega premika, ko so se našla sredstva za to, da se po prostovoljni delovni akciji Homšnica pa sistemsko začne urejati tudi vodotok Suhodolnica, pa tudi Mislinje. In od takrat naprej seveda so tekle vse aktivnosti ob naši podpori, zlasti pa v podpori tudi tukaj lokalnih predstavnikov četrtne skupnosti in tisti, ki so se čutili prizadete ob teh in ogrožene zaradi tega vodotoka. Aktivnosti za to, da je bil projekt končno sprejet in potrjen na državnem nivoju in da so bili določeni roki, v katerih bi ta vodotok bil saniran. Moram reči, da sem zelo zadovoljen in zelo presenečen, da je tokrat pa tako država kot sami izvajalci, pa tudi projektanti, da so se držali rokov in da so pri nas opravili eno delo, ki ga jaz sam in sem ga tudi že na občinskem svetu ocenil kot zgodovinsko pomembnega. Zavedati se treba, da v obdobjih, ko je v naši občini ali pa v državi bilo dovolj sredstev, da bi se lahko še marsikaj večjega uredilo, da v tistem obdobju nekih velikih posegov ali pa velikih projektov v tem okolju, zlasti na področju urejanja vodotokov in protipoplavne zaščite, ni bilo upravljenih in da je skoraj, da bi rekel, da skoraj da čudež, da smo uspeli z skupnimi močmi, moram reči, da vseh komponent, od uradnih predstavnikov občine do države, do civilnih iniciativ in krajanov, ki živijo na teh območjih, pa doseči to, kar danes imamo. In zato smo lahko vsi skupaj zelo ponosni in jaz vsem, ki so prispevali k temu, iskreno čestitam s prepričanjem, da tokrat ali pa kar neko obdobje velikih poplav na tem območju zagotovo ne bo. Hvala za vašo pozornost. Ja, ostanite vsekakor v senci in v naši družbi. Nadaljujemo z oddajo Obzornik, katero je tudi tokrat pripravila Anita Špringer iz KTV Dravograd. Kot rečeno, senca in bodite skrajno. Srečno!